Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo pokukali v savano, kjer živi veliko čudovitih živali. Med drugim tam prebiva tudi droben mišek, ki si želi postati lev. In ne boste verjeli, mali mišek se je nekega dne res opogumil in poiskal leva. In kaj se je zgodilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici v rimah z naslovom Lev v srcu. Sredi savane zlat pesek žari, nad njim skalni stolp ves ponosen stoji. V zavetju iz skal drobna hišica ždi, v njej tih in prijazen rjav mišek živi. Kot seme je majhen, kot zrno soli, če nisi pozoren, ga videti ni. Kot drobina okrog se za hrano bori, od vseh je pozabljen in vsega skrbi. Ja, mišje življenje boli. Medtem pa na skali močan lev leži, kot sonce pomemben sam sebi se zdi. Kraljevska zverina je modre krvi, najhujši sem tukaj, glasno zarjovi. Je vodja krdela, bahavo kriči in nožici kaže razkošje moči. Pred njim sta ponižna še bivol in slon, in mišek želi si, da bil bi kot on. Namesto da cvilim, se vsega bojim, izdavil bom grrr, tako jaz renčim. Še vedno bom drobcena, rjava žival, a laže mi bo in ne bom se več bal. Poiščem nekoga, ki me nauči, kako drobno bitje lahko zarjovi. A kaj če učitelj, ga zdaj zaskrbi, me raje pohrusta in stremi kosti? Poskusiti moram, je mišek dejal, dovolj sem se skrival, dovolj trepetal. Odločil se je in na pot se podal, da premagal bi strah in pogumen postal. Kako naj na svetu karkoli storim, če najprej sam sebe ne spremenim? Na skalo je plezal, se mučil, potil, lev mu se bliže in bliže je bil. Prišel je do vrha, na prstkih stoji, z levom si zreta iz oči v oči. Gospod, oprostite, imate obisk. Ponižno vas prosim, zaupajte mi, saj mojster ste pravi, kako se rjovi. Nad vročo savano tišina lebdi. Začudeni lev si pomane oči. Potem se prestraši in spet zamiži in sapo zajame, zacvili dolg. Le kaj se dogaja? Lev kremplje je skril, hudo presenečenje sapo lovil. Nikar me ne rani. Glas mu drhti, šmentana reč, lev se miške boji. Ne boj se me, prosim, ga mišek miri, od mene prijatelja boljšega ni. Takrat se trenutek čaroben zgodi. Mišek, velik v srcu, se v leva levi. Nič več se ne čuti ubožno kot prah. Ni treba rjoveti, ker ni ga več strah.
Od takrat sta delila si dneve, noči in skupaj preganjala črne skrbi. Od tedaj lev rjovel je lepo za oba in vmes se je smejal, ha, 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 ha. Takrat sta spoznala skupaj oba. Le če v srcu si lev, to res nekaj velja. Kako srčna pravljica, kaj ne? Prav zares. In ubogi mišek, kaj vse je moral preživeti in pretrpeti. Moram pa reči, da občudujem njegovo odločitev, da se spremeni, ter izjemen pogum, da je pristopil do samega kralja živali. Bravo, mišek, uspelo ti je. In ne samo to, zares je postal velik v srcu, srčen. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Drobcena Gerda, ki prav tako ni zadovoljna s svojo majhnostjo, vse dokler ne spozna in pogumno reši še manjšega jaka od sebe. Res luštna pravljica. Otroci, uživajte, lepo se imejte in bodite srčni prav vsak dan. Čau, čau in en levji pozdrav. Bravo, mišek. Super. Si pa res pogumna, ne? Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela prijazno elektronsko sporočilo z željo, da preberem čudovito, večkrat nagrajeno pravljico. Namreč Jaka in Ema zvečer zelo rada prisluhneta pravljicam. In današnja pravljica je za njiju, ter seveda tudi za vse ostale poslušalce. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zanimivi pravljici z naslovom Barnabus, žvirca z napako. Barnabus je živel v skrivnem laboratoriju. Bil je pol miš, pol slon. Laboratorij je bil njegov dom, vse odkar je vedel zase. Skrit je bil pod trgovinico popolne žvirce, ki je stala sredi povsem običajne ulice. Za ta skrivni prostor globoko pod zemljo ni vedel skoraj nihče. V njem so izdelovali popolne žvirce. Barnabus pa ni bil povsem popoln. Zato so ga umaknili na oddelek za žvirce z napako. Njegov dom je bil precej majhen, a zato toliko bolj čist in urejen. Zeleni pajaci so mu prinašali njegovo najljubšo hrano, sir in arašide. Barnabusa je vseeno na vso moč zanimalo, kakšen je svet zunaj njegovega malega steklenega zvona. O svetu tam zgoraj mu je pogosto pripovedoval ščurek Žuž. Pripovedoval je o lesketajočem se srebrnkastem jezeru, zelenih drevesih in gorah, ki segajo vse do neba in jih razsvetljujejo prav posebne zvezde. Mogoče bom nekoč tudi jaz sedel pod milim nebom in gledal zvezde, je zasanjeno zavzdihnil Barnabus. In ko je zaprl oči, mu je to skoraj uspelo. Nemogoče, ga je zavrnil Žuž. Nič ni nemogoče, je bil odločen Barnabus. A v resnici ga je skrbelo, da ima morda njegov prijatelj prav. V tistem hipu so vstopili zeleni pajaci. Prižgali so luči in pregledali vsak stekleni zvon posebej. Sporazumevali so se s čudnimi zvoki. Bolščali so
in bezali, drezali in zijali. Vse steklene zvonove so ožigosali z rdečim napisom napaka. Potem so odšli. Kaj vendar to pomeni? Je vprašal Barnabas in se zazoril v nenavaden rdeči napis. To pomeni, da te bodo reciklirali, mu je odgovoril Žuž. To naredijo z vsemi žvercami z napako. Potem boš bolj puhast, ga je hotel prijazno potolažiti. In bolj srčkan in najbrž boš imel večje oči. Rad ima majhne oči, je ugovarjal Barnabas, čeprav o tem ni bil več povsem prepričan. Barnabas se je sesedel na dno svojega steklenega zvona. Mogoče res ni bil najbolj puhast in njegove oči so bile v resnici drobne in ne najbolj sijoče. A sam sebi je bil všeč prav tak, kot je bil. Kaj, če ne bo več maral arašidov in sira, ko ga bodo reciklirali? Kaj, če ga prijatelji ne bodo več prepoznali? Kaj, če mu ne bo več mar za zelena drevesa in visoke gore, ki jih razsvetljujejo prav posebne zvezde? Pobegniti moramo odtud, se mu je nenadoma posvetilo. Drugim žvercem z napako je ob tem najprej zastal dih, potem pa so mu z vzklikom pritrdile. Nemogoče, jim je oporekal Žuž. Nič ni nemogoče, je odvrnil Barnabas. Stopil je korak nazaj in z vso silo brcnil. Zaletel se je v stekleno steno, a stekleni zvon je bil zanj premočan. Naposled je le obsedel in žalostno zatrobil. Nenadoma je zagledal drobno razpoko v steklo. Zdaj ali nikoli, je pomislil in na vso moč zatrobil. Bil je svoboden. Potem je osvobodil še druge. Prašne mucke, žabolučko, čmrcino, kuščopirja, lenušnico, lolija lovčiča, dolgina in dolguha, mico šprico, pocka, trobentajsa, žmelvo, mežika, poležuške, levuharico, pribislava, ježefino, progoroga, zobodino, kuckuca, grmuhlja, prav vse. Nihče od njih ni še nikdar stopil iz svojega steklenega zvona. Nastal je pravi direndaj. Vriskali so in prepevali, žgoleli in tulili. Raztegovali so noge in poskakovali od veselja. Ko so se nekoliko pomirili, so pokukali čez rob police. Tla so bila daleč spodaj. Kaj pa zdaj? Je zaskrbelo mico šprico. Pomagati si moramo, je dejal Barnabas. Skupnimi močmi so se začeli spuščati po policah navzdol. In naposled dosegli tla. Šš, je zašepetal Barnabas in vsi so obmolknili. Tedaj so zaslišali tudi drugi. S hodnika so odmevali koraki. Brž, jih je spodbujal Barnabas. Tule se lahko izmuznemo. Ni maral temnih prostorov, a grozeči koraki so se nevarno približevali. Splazili so se v zračnik z žabolučko na čelu, da jim je osvetljevala pot. Nekateri so se morali pošteno stisniti. Zračnik je vodil v najskrivnejši del skrivnega laboratorija. Zgoraj je nekaj pritegnilo njihov pogled. Bežimo, je vzkliknil Žuž. A Barnabas ni mogel proč. Zdelo se mu je, da veliko žalostno oko zre naravnost van. Ne moremo ga pustiti tukaj, je rekel Barnabas.
Strašenje, je pripomnil Žuž. Pošastanje, ga je popravila Mica Šprica. Grozenje, je rekel Koščopir. Žvirca z napako je odgovoril Barnabus. Tako kot mi. Združili so moči, da bi zavrteli velik ventil in žvirco osvobodili. Vendar je bilo prepozno. Zeleni pajaci so jih zalotili. Ko se je že zdelo, da ni več rešitve, so se vrata vdala in v laboratorij je vdrla voda. Odplaknilo jih je. Vse do sveta tam zgoraj. Ko so končno odprli oči, so ugotovili, da tičijo v luži, obkroženimi s policami, polnimi popolnih žvirc. Pognali so se proti izhodu. Barnabus pa je obstal. Počutil se je skoraj tako, kot bi se gledal v ogledalu, le da je imel Barnabi večje oči in dlako puhasto kot sladkorna pena. Bil je popoln. Barnabus, ga je poklical Žuž, ki je bil že pri izhodu iz trgovine. Poglej, svet tam zgoraj. Barnabus je pohitel, da bi ujel prijatelje. Morda res ni bil popoln, a bil je svoboden. Svet je bil veliko večji, kot so si Barnabus in njegovi prijatelji sploh lahko predstavljali. V njem so videli gore, o katerih jim je pripovedoval Žuž, tiste, ki segajo do neba in jih osvetljujejo prav posebne zvezde. Prav si imel, je rekel Žuž. Nič ni nemogoče. Kmalu so našli svoj prostor pod soncem, poln veselja, zelenih dreves in mehke trave. Kraj, ki je postal njihov dom. Ni bilo vse preprosto, a vedno so držali skupaj. Ja. Samo poglejte jih, kako simpatične, žvirce z napako. Izjemna pravljica, prav zares. In še kako drži, da v pravih prijateljih je prav vse mogoče. Bravo, žvirce, res ste navdihujoče in polne iznajdljivosti. Čestitke pa tudi za skok v naš svet. Namreč biti ujet v steklenem zvonu res ni enostavno. Je pa res, da tudi življenje v našem svetu včasih ni lahko. A kot sem že rekla, s pravimi prijatelji je vse mogoče. Ter pa seveda s dobro voljo ter vztrajnostjo in pogumom. Jaka in Ema, iskrena hvala za idejo o zares sijajni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici o pravem prijateljstvu z naslovom Nekega zimskega dne. Uživajte, lepo se imejte in negujte prijateljske vezi. Prijeten pozdravček prav vsem, še posebej pa vama, Jaka in Ema. Čau, čau. Ja, prav nič ni nemogoče, res je. Bravo, Barnabus, super si bil. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno bomo v objemu dežele večnega snega in ledu. In spoznali bomo skupino jakov, to je divje govedo z dolgo dlako in daljšimi ukrivljenimi rogovi. Ter spoznali bomo prikupno mladičko Gerto.
Pred nami je zanimiva pustolovščina. Zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Drobcena Gerta. Tam na vrhu gore, sredi večnega snega, kjer ledeni veter brije, tuli in divje vihra, je v tropu jakov vseh mogočih mir živela Gerta, drobna, da tako drobne bilo ni nikjer. No, Gerta bila je več kot vzoren jak, tako kodreve volne na hrbtu pač nima vsak. Peketala je po prepadnih pečinah in ji prav nič ni drselo. Za izvrsten oprijem 4 spretnih kopit je skrbelo. Ja, Gerta je bila od rogov do nožic naravnost imeniten jakovski mladič. Toda v meni, je potožila, ni velikega prav nič. Na repu tropa capljam, vsa majhna in drobna. O, da bi zrasla, da bi bila največjim podobna. Da bi imela orjaška kopita in roge kot gore, kajti ni je stvari, ki je velik jak ne zmore. Ampak jo je mama mirila. Jaki smo vseh oblik in višin in velik si lahko na 101 drug način. Zdaj šele rasteš, mogoče boš zrasla prav v nebo. Naj se ti nič ne mudi, biti majhen ni vedno slabo. A ko se je prikradla noč in je sonce odšlo na vdih, se je Gerti sredi tropa iz srca izvil gromozanski vzdih. Kdaj bom ogromna in visoka, je še tako velik vprašaj. Nočem biti majhna. Velika moram postati, takoj, zdaj. Tako je Gerta naredila načrt rasti in pojedla vso zelenjavo, ki se ji je znašla pod zobmi. Plezala je po gorah, se po ostrih strminah spuščala v diru, poskakovala in frlela, niti minute ni zdržala pri miru. Da bi izrasle še misli, kar ni in ni nehala brati. Ko si odrasel, moraš velike stvari tuhtati in tudi poznati. Gerta je upala in se trudila spet in spet. Dnevi so minevali, a zrasla ni niti za 5. Kaj pa, je smrknila, če sem jak take sorte, ki sploh ne more zrasti? Z lica se je zvalila solza in pristala v snežni plasti. Hej, čakaj, kaj pomeni ta hrup? Kaj se dogaja? Vse bobni, velikanska čreda jakov prihaja. V vrtoglavem diru dirjajo in tolčejo s kopiti. Prva med njimi je mama. O, Gerta, pomagaj, pohiti! Poglej, jak ubogi, ujet na robu ledene ravnice, na koncu najožje, najbolj spolzke police. Naša kopita so težka, naši rogovi ne dovolj fini, da lahko bi dosegli polico v strmi pečini. Ti pa si majhna in imaš odličen oprijem. Samo ti se lahko prerineš tja gor in rešiš problem. Pravite, da rabite mene, ker sem tako majhna? Zajeclja Gerta in izbuli oči. Moja majhnost vendarle zmore velike reči. In Gerta jo je ucvrla. Časa je bilo malo. Na vso moč je zagrizla v poledenelo skalo. Po bregu navzgor je skakljala in se gnala, da je dosegla polico, kjer živalca uboga je obtičala. Je zacvilila Gerta in na mestu obstala. Ja,
ti si pa najmanjši, najbolj drobižek med jaki, kar sem jih kdaj spoznala. Hotel sem peketati po pečinah, je dahnil jak drhte, pa mi preveč drsi, in zaihtel, da mu je zatreslo drobne roge. Oprijem gre meni imenitno od nog, se je Gerti smejalo. Dobro se me drži in jaz bom poskrbela za vse ostalo. Drobižkastega jaka si je oprtala na rame in švignila navzdol čez skale in ledene jame. K domači čredi daleč spodaj, kjer so se bučno razveselili, Gerta, uspelo ti je! V en glas so ponosno krulili. Samo ti si, drobižka, lahko rešila, tega ne zmore vsak. So reči, ki jih zmore samo majhen jak. Ko je Gertjevo v njenem objemu bilo že toplo, mama je ljubeče zašepetala na uho. Glej, kot te se zgoraj na nebu zbor zvezd svetlika, tako vem, da boš zrasla, da boš kmalu tudi ti velika. A že tukaj in zdaj, ko si še drobcena in mala, si veliko moč v sebi poiskala. In ko se je Gerta zazrla v srebrni soj lune na nebu, se je nasmehnila in rekla: biti majhen je čisto v redu. Za Gerto merim ravno prav v višino in čez pas, taka sem čisto drobna in najbolj jaz. Kako prikupna pravljica, in to v rimah. In uboga Gerta, kako zelo si je želela zrasti. A kot smo že ugotovili, se časa nikakor ne da prehitevati. A Gerta se je kljub svoji majhnosti pogumno spopadla s precej nevarnim izzivom in na koncu ji je uspelo rešiti še manjšega, še bolj drobižkastega jaka. In verjamem, da je Gerta še danes zadovoljna s seboj, in tako je tudi prav. Verjamem pa tudi, da je zagotovo vsaj malce že zrasla. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še luštni pravljici z naslovom Prav tako kot ti, v kateri boste spoznali mamutko, ki si je prav tako želela zrasti. Prijeten pozdravček prav vsem, majhnim in velikim. Čau, čau. Kako prikupna pravljica. Bravo, Gerta. Ja, ni vse v velikosti. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela prijazno sporočilo Tarine mamice z željo, da preberem eno izmed najljubših pravljic Tare. Tara, ta pravljica je res čudovita in zagotovo bo všeč tudi ostalim poslušalcem pravljic. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici nastali izpod peresa avstralske pisateljice z naslovom Čudodelni iskalec vode. David in njegovi sestri se ne spominjajo, kdaj je nazadnje deževalo. Zbiralniki deževnice so prazni in potok je samo še niz blatnih luž. V njem se vidijo sledi živali, ki iščejo vodo. Vsi so žejni. Konji, krava molznica, kokoši in koze.
David s sestrama po požirkih ponudi vodo kengurujčku in majhnemu kakaduju. Vsak dan oče in David z vozom vlečeta vodo iz vodnjaka po imenu Zadnja postaja, kakšno uro oddaljenega navzdol po cesti. Dvigujeta jo vedro za vedrom, da bi napolnila zbiralnik na vozu, nato pa poskakujoče od drdrata nazaj po kolesnicah in za sabo puščata oblake prahu. Poljščine so zaradi sonca rjave in krhke. Res je škoda, da tvoj dedek danes ni več živ, reče oče. Lahko bi našel vodo za vse nas, prav tukaj, na kmetiji. Kako? Vpraša David. Temu se reče bajalištvo, razloži oče. Z navzgor obrnjenimi dlanmi je držal palico, podobno vilicam, komolce je stiskal k telesu, točno tako, ter hodil naprej in nazaj, dokler ni palica zadrgetala in se s konico usmerila navzdol. Dela, kar pač dela, ne glede na to, o čem razmišljam. Je imel navado govoriti dedek in tukaj je voda. Na tistem mestu smo potem kopali in zagotovo našli čisto, svežo vodo. Tvoj dedek me je poskušal naučiti bajalištva, a zato nisem nadarjen. Samo eden izmed tisočih zmore kaj takega. Tiste noči mama sanja o vrtovih. Oče sanja o ribarjenju. Dekleti sanjata o peničih kopelih in dolgih osvežilnih plavanjih. David pa sanja o tem, da je tisti eden izmed tisočih, ki je nadarjen za čudodelno iskanje vode z bajalico. Naslednje jutro David najde palico podobno vilicam. Prime jo natanko tako, kot jo je držal njegov dedek, z dlanmi obrnjenimi navzgor in s komolci tesno ob telesu, ter začne vaditi iskanje vode. Hodi naprej in nazaj, kot mu je pokazal oče. Iskalec vode, iskalec vode, ga dražita dekleti. David prečka konjsko ogrado, stopa vzdolž posušene potočne struge, skozi zelenjavni vrt in okoli molzne staje. Trdno prime bajalico in ji dovoli, da pove svoje. Dela, kar pač dela, ne glede na to, o čem razmišljam. In kaj se zgodi, ko se David sprehodi mimo hleva? Palica zadrgeta in se usmeri navzdol. Si je tole domišljal? Poskusi znova. Bajalica se povesi in vsakič pokaže v isto smer. Mama, oče! Zakliče David, ko steče proti hiši. Pridita in poglejta, mislim, da sem našel vodo. David nazorno pokaže, hodi naprej in nazaj, medtem ko nežno drži bajalico. In vsakič, ko stopi čez isto mesto, bajalica zadrgeta in se usmeri navzdol. Tukaj je voda, potrdi. No ja, pravi mama. Mogoče si našel vodo, mogoče pa tudi ne. Vem le to, da je čas, da pomagaš očetu zajeti vodo iz vodnjaka. Ah, doda oče, naj fant koplje, da vidimo, kaj lahko najde. David začne kopati. Koplje na vso moč. Koplje, vse dokler se sence opoldne ne obrnejo. Koplje in koplje, dokler sonce ne zaide in mora prenehati. Še zmeraj pa ni videti vode. Tisti večer je čas za kopel. Prvi so na vrsti tisti najmanj umazani.
zato je David zadnji. Sestri ga zbadata. Umazani David! Umazani David! David je izkopal izsušen vodnjak. David steče ven. Ob hlevu zagleda nekaj svetlečega. Steče tja, da pogleda. Iz njegovega vodnjaka preplavlja sveža voda. Hitro vsi, zakliče. Prav zares sem našel vodo. Oče in David pripeljeta konje, da se željni odžejajo. Ta voda pronica zgolj po noči, pravi oče. Jutri zjutraj bo luknja prazna, bo pa znova polna sveže vode jutri po noči. In tako vsako naslednjo noč. Mama in dekleti skrbijo za vrtno gredo in prav vsako vedro in posoda, ki jo lahko najdejo, je polno sveže, čiste vode za naslednji dan. Naslednje jutro sta David in njegov oče uredila robove vodnjaka, da bi preprečile izlivanje vode ob nočnem izviru. Ko kasneje počivata v senci, ponudita vodo tudi kengurujčku in majhnemu kakaduju. Ti, sin, si eden izmed tisočih, je ponosen oče. Si čudodelni iskalec vode, tako kot je bil tvoj dedek. Bravo. Res čudovita pravljica. Poglejte dečka Davida in njegovo bajalico. Izjemna pravljica o odločnosti, potrpežljivosti ter vztrajnosti. In tako je deček David uspel ter našel izvir vode. Bravo. Voda se nam zdi samoumevno, da odpremo pipo, iz katere priteče pitna voda, a v številnih državah po svetu temu ni tako. In ravno zato je bilo Davidovo odkritje vode izjemnega pomena za družino, živali ter rastline. Otroci, varčujmo z vodo. Tara, najlepša hvala za zelo poučno pravljico. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnite še pravljici Škrat Blokolino, v kateri boste spoznali škrata, ki vam bo na prikupen način predstavil pomen zdrave prehrane. Prijeten pozdravček Tari, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo, David. Voda ni samoumevna, ne? Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela prijetno sporočilo Anžetove mamice. Namreč Anže si je zaželel slišati prav posebno pravljico. In v današnji pravljici bomo obiskali divji zahod ter spoznali mladega šerifa po imenu Bobby. Res me zanima, zakaj je Anžetu ta pravljica tako všeč. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Šerif Bobby. Danes je velik dan za Bobbyja. Izgubil je svoj prvi zob. Postal pa je tudi šerif Kaktusove doline. Čeprav je Bobby še zelo mlad, bo svoje delo zagotovo dobro opravljal. Kot šerif je ponosno nosil značko in čisto nov klobuk. Ko se je sprehajal po glavni ulici,
je nenadoma zaslišal bang, bang, bang. Stopil je v banko in zavpil: Stop! Vsi smo aretirani! Roparji ga niso razumeli. Kaj smo, smrkavec? Aretirani! Je ponovil Bobby. Aretirani? Je vprašal eden izmed roparjev. Mali misli, da je na igrišču, je rekel drugi ropar. Poslušaj, smrkavec, je rekel prvi ropar. Mi smo roparji in to ni igra. Vem, je rekel Bobby. Ampak, a ne vidi pa? Ne vidi pa? Ne, tukaj ni nobenega vidi pa. Pojdi zdaj ven in se igraj. Mali, tukaj je res nevarno. Bobby je osramočen odšel iz banke. Njegova prva aretacija je bila neuspešna. Odšel je v pivnico. Tam so vedno kakšni razgrajači. Odrinil je vrata in vstopil. Najprej je opazil, da je John hladnokrvna roka igral karte. Asa je skrival v rokavu, a šerifu Bobbyju to ni ostalo skrito. Hej, pipam, je zavpil. Ne goljufaj. Kaj? Je začudeno vprašal goljuf. Jajno, poslušaj, jaz sem šerif in ti prepovedujem, da goljufaš pri kartah. Poslušaj, mali, je rekel goljuf. Prikupen si, ampak nihče te nič ne razume. Bobby zdaj ni vedel, kaj naj reče. Počutil se je neumno, zato je kar odšel. Naravnost v bar z imenom Poberi me. Bine, potrebujem nekaj močnega. Prinesi mi majejični sos. Majejični sos? Je vprašal Bine. Ja, z lejom. Ko mu je Bine prinesel kozarec mleka, se Bobby sploh ni priteževal. Bil je slabe volje. Nihče ga ni spoštoval. Jaz sem najslabši šerif na celem svetu, je momljal predse, ko si je snimal šerifovo značko. Po mestu se je hitro razvedelo, da v Kaktusovi dolini ni šerifa. Kaj kmalu je bilo vse posod slišati bang, bang, bang. Zdelo se je, da nihče ne more vzpostaviti reda in miru. Medtem se je Bobby v svoji sobi smilil samemu sebi. Potem pa je skozi okno zagledal dolgonogega Janeza. Ta je bil šele pravi falot. Vsa dolina se je tresla pred njim. Bil je visok, grd in močan. Za njim je bila razpisana tiralica in plakati so bili razobešeni po vsem mestu. Bobby ga je opazoval, ko je vstopil v banko. Kar se je zgodilo potem, ga sploh ni presenetilo. Ko se je dolgonogi Janez spet prikazal zunaj, je bežal z veliko vrečo denarja na hrbtu. Jaz sem šerif. Moral bi ga ustaviti. Vendar me je tako zelo strah, da bi se spopadal z dolgonogim Janezom, velikim razbojnikom. A kako naj bi ga ujel, če še mareličnega soka nisem znal naročiti? Je sam pri sebi razmišljal Bobby. Potem se mu je pogled ustavil na šerifovi znački. Zdelo se mu je, da je v njej zagledal svoj odsev. Sem šerif ali nisem? Sem, je glasno rekel Bobby. Zbral je ves pogum, kar ga je premogel, in se pognal za dolgonogim Janezom. Na drugem koncu mesta ga je končno dohitel. Aretiran si, je zavpil za njim. Dolgonogi Janez se je obrnil kot blisk.
Me pozivaš na dvoboj? Meni je prav. Obožujem dvoboje. Se je zakrohotal dolgonogi Janez, ki še nikoli ni izgubil nobenega dvoboja. Pravila za spopaj so preprosta, je rekel Bobby. Vsak nareji 8 sorazov. Potem se obrneva in streljava. Dolgonogi Janez je ob tem samo grozeče škrtal z zobmi. Bobby je začel glasno šteti korake. Počakaj, kaj pomeni pri? Je vprašal dolgonogi Janez. Pri ni številka. Toda Bobby je štel naprej, ne da bi se menil za dolgonogega Janeza. Ta se je ob Bobbyjevem čudnem štetju pošteno zabaval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je rekel Bobby in se obrnil. Bum! Gumijasti metek je priletel naravnost v čelo dolgonogega Janeza. Ta se je izvrnil po tleh in za trenutek negibno obležal. Celo mesto je videlo ta dvoboj. Dolgonogega Janeza so hitro zvezali in ga odpeljali v ječo. Poni pošpeno! Poni pošpeno! Se je upiral dolgonogi Janez, ki je pri padcu izgubil zob. In od tistega dne dalje si nihče več ni upal trditi, da Kaktusova dolina nima šerifa. Zanimiva pravljica, kaj ne? Poglejte ga, našega šerifa. Bravo, Bobby, da se kljub posmehu svojih vaščanov nisi predal, ter si ostal odločen. In tako si pridobil spoštovanje. Super. Sploh otroci v času izgubljanja mlečnih zobkov čutijo negotovost. A spoštovanje drugih si pridobimo s svojim znanjem, pogumom ter vztrajnostjo. Sicer pa je to le obdobje, ki slej ko prej mine. A otroci, vsi skupaj ne smemo pozabiti na ustno higieno, na pravilno ter temeljito umivanje naših zobkov, ki krasijo naše nasmiške. Anže, najlepša hvala za idejo o poučni ter malce drugačni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici televizijske junakinje Pepe in njene izkušnje z izpadlim zobkom. Pravljica z naslovom Pepa in zobna vila pa že čaka v mojem knjižnem kotičku. Prijeten pozdravček tebi, Anže, ter pa seveda vsem ostalim, ki radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Bravo, Bobby.